Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Matjaž Rakovec, dosedanji župan mestne občine Kranj, bo tudi prihodnja 4 leta vodil največjo gorenjsko občino. Po neuradnih rezultatih ga je v drugem krogu podprlo kar 71% volivcev. V mestni občini Kranj je bila zelo nizka volilna udeležba, kar je najmanj med mestnimi občinami, v katerih so imeli včeraj drugi krog. V prvem krogu je na volišča v mestni občini Kranj prišlo več kot 42% volivcev. Včeraj okoli 20. ure so v Klubaru začeli s slavjem. Matjaž Rakovec se je v prvi izjavi najprej zahvalil svoji ekipi in dejal, da je zmaga sladka. Gospod stari novi župan Matjaž Rakovec, iskrene čestitke, torej s ponosom boste nadaljevali svoje začrtano delo. Ja, sigurno bom nadaljeval svoje delo s to odlično ekipo. Jaz sem res vesel, da sem danes dobil tako podporo. V nekaterih krajevnih skupnostih tudi 85%, tako da imamo zaupanje ljudi in obljubam tukaj, da bomo naredili vse, da bo Kranj v naslednjih 4 letih še boljši. Veliko projektov imamo, od novega doma za upokojencev, nov zdravstveni dom, nov urgentni satelitski center, potem imamo novo avtobusno postajo, seveda ne smemo pozabiti novo industrijsko cono. V petek sva z ministrom Hanom podpisala prispevek države 1 300 000 za novo infrastrukturo v Hrastju. Potem, kar se športa tiče, seveda obljubljena, težko pričakovana nova ledna dvorana, hokejska dvorana, pa večnamenska plezalna dvorana. Skratka, ogromno enih projektov imamo v dogajanju, tako da sem vesel, da sem dobil nov mandat in da delo lahko že jutri nadaljujemo. Tudi gospod Bajec je rekel, da boste delali skupaj, torej ste dosegli nekakšno politično spravo v Kranju. V tem mandatu v 4 letih ni bilo tukaj le kaj dosti politike, verjetno ste to opazili in tudi v prihodnje bo tako. Mene zanima sam Kranj, dobri projekti in obljubam, tukaj se bomo pogovarjali z vsemi svetniškimi skupinami, pregledali njihove programe, dopolnili našega in jaz sem prepričan, da tudi naslednji 2 proračuna za leto 2024 in 2025 bosta tako tekoče sprejeta, kot sta bila za leto 2022 in 2023. Ko pa ste že omenila gospoda Bajca, jaz se mu zahvaljujem res za korektno borbo v teh zadnjih 14 dneh, pa tudi prej. Mislim, da je bil Kranj, smo spet dokazali, tako kot pred 4 leti, da je bila kampanja strpna, da je bilo malo napadanja, ampak da v končni instanci smo vsi želeli Kranju najboljše. Tako da volivcem pa seveda hvala lepa, ker ste šli na volitve. Mogoče z volilno udeležbo nismo najbolj zadovoljni, to je rak rana Kranja in jaz bi res pozval za naprej, da malo več odgovornosti. Tako da bi jaz se res rad dvignil to volilno kulturo tudi v Kranju. Res smo med slabšimi po rezultatih, tudi če pogledamo ne samo mestne občine, tudi ostale občine. In res bi si želel malo več odgovornosti od ljudi, da potem lahko skupaj realiziramo projekte. Zdaj pa takšen nasmeh na obraz, kot ste ga imeli v kampanji in nadaljujte z uspehi. Še enkrat iskrene čestitke. Ja, hvala lepa tudi vam za vse dobro, kar ste v volilni kampanji storili za Kranj. V nadaljevanju se je Rakovec posebej zahvalil Janezu Črnetu, dosedanjemu podžupanu. Čestitke, torej z delom boste nadaljevali. Ja, hvala lepa. Jaz mislim, da je danes en poseben večer, v bistvu boljši, kot smo se nadejali. Jaz sem napovedal malo nižji rezultat, tudi zaradi pričakovanja nizke udeležbe, ampak jaz mislim, da se je Kranj zopet odzval pa prepoznal vse dobre stvari, ki smo jih v zadnjih 4 letih naredili. Tudi sem zelo srečen, da smo tak rezultat danes dobili. Torej, zahvala gre volivcem in trudili se boste za dobrobit Kranja tudi v prihodnje. Absolutno, zelo veliko projektov je v pipelineu, ki so tik pred izvedbo. Treba je vedeti, da za nekatere projekte je treba marsikatero dovoljenje dobiti, da mora pomagati država. Za te smo se zadnje 4 leta borili in bojo v naslednjem letu oziroma v naslednjem mandatu izvedeni, tako da sem res srečen, da jih bomo lahko naredili skupaj z občani in občankami. Nadaljevali boste z delom mestne občinske svetnice, tokrat v postavitvi SD. Kaj pričakujete od tega mandata? Ja, res je, nadaljujem
z mojo svetniško potjo v tem naslednjem mandatu, torej v 4 letih. Upam, da bomo lahko z mestno upravo sodelovali na tak način, kot smo do sedaj, torej da bo z njihove strani veliko podpore, da bomo lahko uresničili še marsikateri začeti projekt, kot je Matjaž ves čas poudarjal, 4 leta je resnično premalo, da spolniš vse, kar si začel, tako da zdaj v teh naslednjih 4 letih pa računam tudi jaz na zaključek tistih projektov, ki sem jih sama pričela. Zelo sem vesela te zmage, kajti aktualni župan in novo izvoljeni župan me je povabil, da sem kandidirala na listi in sem zelo vesela, ker vem, da se bojo vsi ti projekti, ki so zdaj pripravljeni, lahko izvedeli. Ker 4-letni mandat župana je premalo in vsaj 2 mandata je potrebno, da lahko spelješ večje projekte, manjše ni problem, ampak zdaj je zagotovljeno, da bomo vse te večje projekte v tem mandatu izvedeli. Kranj je pravlično osvetljen, česa si želite v letu, ki prihaja? Mir, sodelovanja, zlasti tega in veliko manj sovraštva, kot je trenutno prisotno.